Oktober, november in december, to so še 3 zadnji meseci lanskega leta, ko smo imeli eno tako zelo izjemno situacijo, namreč v 2 mesecih 2 dvojca osebnosti. To se nam še v nobenem letu doslej ni zgodilo, da bi kar 2-krat v mesecu zmagala dvojica. Poglejmo, kdo je zaznamoval te mesece. Vladimir Krpan in Bogdan Knaus. Srečati v čisto drugem okolju in gremo v mesec oktober, ki je prinesel dvojno zmago. Vladimir Krpan, predsednik območne organizacije borcev za vrednote NOB in pater Bogdan Knaus, nekdanji gvardijan samostana na Sveti Gori, sta skupaj naredila čudež. V Svetogorski baziliki je bila maša za partizane, talce in internirance in tudi druge žrtve vojne. Takrat smo v nominacijo v naših medijih zapisali, da je ta prelomna slovesnost dokaz, da je Primorska spet prva. Vladimir Krpan, povejte mi, je res tako, je ta maša resnično povezala ljudi v odpuščanju in solidarnosti? Ja, tudi po zaslugi patra Knausa, ki je rekel, da je primorska duša in zato je zaslutil, kaj je treba narediti. Moram reči, da vsako leto imamo slovesnost spoštljivo ob našem spominskem parku, kjer je žrtev 2600 skoraj. In moram reči, da letos prvič, ko je lani da je pater Knaus tako lepo spregovoril o našem dolgu do vseh padlih in do vseh žrtev tako naprej in je še izrazil ime partizani. Veste, da so se srca nam odprla vse. Verjamem, in napolnila z radostjo. Vi zdaj niste več na Sveti Gori, lani avgusta ste se ponovno preselili v Ljubljano, kjer ste nekoč že živeli in službovali, ampak nedvomno ste na Primorskem pustili kar močno sled, pa si mislim, da ne samo zaradi te maše, ki je tako glasno odmevala. Mislim, da je tisti, ki se mora zahvaliti, sem jaz, kajti v nepolnih 3 letih, 3 dni manj kot 3 leta, sem se pravzaprav od vas Primorcev učil, kaj je odprtost, kaj je širina, zato res iskrena hvala za to. Hvala lepa. Ta maša je imela številne pozitivne odmeve. A je bil morda tudi kakšen negativen? Vedno se najde tudi kakšen negativen, ampak ogromna večina pozitivnih. No, to je lepo slišati. Saša Peterjan je novinarka, čeprav je med njenimi teksti vse manj klasično novinarskih. Je avtorica skupaj s fotografinjo Manco Juvan in zgodovinarko doktorico Urško Strle dokumentarno-fotografske razstave Zadnji pričevalci. Ta na svoji poti med ljudi namesto statistik in grafikonov v ospredje postavlja zelo osebne zgodbe človeka, pričevanja še zadnjih preživelih fašističnih taborišč. Saša, beseda ima veliko moč. Vi ste jo slišali in ste jo tudi zapisali in z njo ovrednotili človeški spomin. Kakšen je človeški spomin? Zelo kratek. Zato ravno poudarjamo, da z podobnimi akcijami, pobudami ohranjamo zgodovinski spomin. Pomembno je, da se spominjamo daleč nazaj. Pri tej zgodbi je zanimivo to, da ste jo delali zelo mlade avtorice, čeprav se lotevate kar precej oddaljene zgodovine. Zanimivo je pa tudi to, da te zgodbe krutosti in izgube človeškega dostojanstva zaznamujejo cele generacije, ne samo tiste, ki so jih neposredno prizadeli. Ja, z našim delom se je izkazalo, da tudi če nečesa ne vemo, se tega spominjamo. Nekako je v nas. Ali pa raziskujemo, kdaj se zgodi, da vnuki ali pa celo pravnuki povprašujejo, kaj se je zgodilo z njihovimi predniki. To je eden od vidikov. Če ne povezujejo travmo in pretekle tragične dogodke tudi z drugimi pojavi v naši družbi, vendar ne bi danes izrabljali to priložnost, da gremo globje v to temo zgodovinskega spomina. Hvala lepa. Ja.
zadnji dve osebnosti meseca decembra, Tijana Despinič in Nataša Maglica, pa sta decembra podarili upanje, obe sta prostovoljki že dolgo, za otroke v vseh slovenskih varnih hišah in tudi mnoge druge otroke v stiski, sta s pomočjo tudi vseh nas, moram posebej pohvaliti poslušalce Radia Koper, ki so pridno sodelovali, poskrbeli, da so dobili lepe, nove igrače. Otrok si želi novo igračo, ki se sveti, in decembra so najsrečni otroci takšne igrače dobili. In s tem sta jih seveda neskončno razveselili. Nataša, kam so šle vse te igrače, koliko se jih je zbralo in mislim, da vam je pri tem pomagalo kar veliko ljudi. Tako je, najprej se vsem skupaj res moram zahvaliti za vso podporo, ki smo jo obe prejeli. Igrač smo res nabrali ogromno, kar je bilo res nad pričakovanji. Obdarili smo 7 otrok iz varnih hiš in materinskih domovi. 147 mislite, ne? Tako, plus 38 daril za otroke za socialno ogrožene iz nacije, 60 daril je šlo na vzgojno izobraževanje centra v Črnomelj in nekaj daril smo tudi podarili v krizni center Koper. Ogromno. Auditorij Primorcev Ja. bi predlagal, da bi morda s ploskanjem, če bi se strinjali, da našega Patra Knausa naredimo za Primorca. On tako. Hvala lepa za to idejo. Tijana Despinič podari upanje, zelo lep naslov sta dali temu projektu, čeprav vi marsikaj počneta, tudi vsaka zase je zdaj povezani, tudi v eni lepi prijateljski zgodbi. Srečali ste se z eno posebno obliko dobrodelnosti, ki ima mnogo obrazov. Vidimo stiske, vidimo pa tudi načine, kako ljudje darujejo in kakšen odnos imajo od tega. Kaj sta videli opazili? Predvsem to, da mi smo zelo skromno štartali, ker smo pač pričakovali nekako, da nam bo ratalo pokriti varne hiše. In pač ob tej priložnosti se moram zahvaliti res vsakemu. Stiska je velika, tako da veliko ljudi tudi ni moglo podariti ničesar, ampak so delili našo idejo in so nam tudi s tem pomagali, da smo pač obdarili toliko otrok. Ampak presenetilo nas je v bistvu tisto zaupanje ljudi, ker so nam večinoma darovali kar bogato. Ni bila ena igrača, niso bili dve, včasih je bila cela vreča, ali dve, ali celo tri. Tudi zneske, recimo tudi denar so nam nakazali, tudi s tem pokazali zaupanje, ker ne daš vsakemu denarja. Igračo še veš, da bo porabil pravi. Denar pa nam težje. Tako. Kaj ne rečem? Hvala. Hvala. Vidim, da